je bilo že boljše, pa smo vse njamrali. Ja, to je pa res. A boste zrihtali tudi vi, kakšen dela prost dan? Pa jaz vam tega ne morem obljubiti, čeprav smo pa vsi radi na dopustih. Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravil, oj sin, lepiva ga. A se lahko pogovarjamo kaj o zaporu? Lahko. Lahko. Koliko časa ste bili tam? V kateri rundi, prvi, drugi, tretji? V zadnji rundi. Prišla je temna noč, medvedek lahko noč. Koliko stane pivo? Evro pa pol. Trgovin? Manj kot evro pa pol. Jaz moram priznati, da spremembe so, sam jaz nisem imel takih v mislih, ne. Znan obraz želi tvoj glas na Radiu 1 in Zmago Jelinčič Plemeniti. Ja, dobrodan in lepo pozdravljeni v oddaji Znan obraz želi tvoj glas. Volitve 2022, vsak dan 1 uro gostimo med 9 in 10 na kavi in tak mini zajtrk imamo enega izmed predsednikov strank, ki se potegujejo za naše glasove. Včeraj je bila z nami Alenka Bratušek, danes pa je z nami Zmago Jelinčič Plemeniti. En spontan aplavz, ne preveč velik. Zmago, dobrodošel. Živijo, čau. Ste si vidva rokovala že z njim? Ja, jaz sem se že tam A res? Tudi ti? Ja. Ja, veš kaj, Ja, mi smo... hvala Bogu, ženskami samo, ne. Dober. Z njem se tudi, če se bi hotel, bi se težko, ne vem, kako bi prišel Ja, skupaj. pa krokovala smo se. Ja, mi smo se že prej zmenili, smo rekli, da nikoli da ne smemo spustiti priložnosti, da te okužimo slučajno, veš? Vseeno, veš, klopno star, kaj pa veš, mogoče unga ta majega stakne, pa ga ni več. Zmago, No, ampak kako veš si? kaj sam, če dovoljš najprej, da vam mal urad zlezem, da me na te preveč jeba. poglej to. Ja, čakaj. Ta je za tebe, ki To ne bo šlo. Hvala lepa. ta je 3x, večje nismo najdel. Ne, to Ne. je vzem. Očitno več denarja, kot pri Bratuško. Ja, veš kaj je, tlele, S tem nas ne za tebe boš sta... Zame Zate dve, sta ampak pa mene dve. S tem ne. Ne moreš to. Ja, Veš, kva to je pa drugače. stelem? To je pa drugače, Ja, to je pa ja, no, značke. vidiš, To imaš pa plus točke, vidiš. Ja. A včeraj Lenka, ki je prinesla? Svinčnike pa... Svinčnike je prinesla. Sinčnike Ja. je Ja, sam Pa tega žetonček pa za ne. zvozičke. Ja. Tega pa ne. To je Saj pa pravim, da ima humska več denarja, lepotica, posebna polnitev za SNS. Ja, dober Kaj pa je šnops. posebno za SNS? Veš, Dober šnops je, Aha, predvsej ekstra. močnejši, krasen, doma narejen, pa naš poslanska dela. Tlele, A ja, zato ste taki. je ga pa, posluš, tlele pa everything. nekaj metrov zdaj ženske si lahko jezike merijo, vi pa kaj drugega, sam ni na milimetre, veš. Kaj ima meter, no. Ja, se je pripravil, lepo. Ja? Ja, mi se tudi jezike zmerila. SNS meter. Vemo, koliko je. Ja, je krsta. Ja, je, orke, da Je prav. kar velik. Kako si? Odlično, Ja, odlično. fajn. A je naporna tale kampanja okrog hoda? Veš kaj, jaz sem rad med ljudmi, ne? In ko grem po terenu, po gostilnah, so v glavnem fajn ljudje, ne? Vsi gostilnah so zmer. veseli, vsi se smejijo, noben se ne sekira, ne? Pol, ko pridem na kakšno televizijo, razen klek, tlele je bolj zebancija, kar je hvala Bogu, ne? Tam je pa zelo resno, ne? Pa vsi so malo zadrti, pa jaz gledam, pa kva ste živčni. Kdo je najbolj zadrt? Ma veš, koga je, to bi pa težko se odločil, ker jaz samo polovico političnih strank obvladujem, ne, ker me dajo pol tle, pol kaj in tako naprej in zadrti. Ja, živčni so vsi. Zivši si si. Pa zmeri rečem na koncu, gremo kaj spit. Ja. Ja, ne, se mi mudi. Vsem se nekam A mudi. čisto jebem. sama, kaj? Ma ja, no, veš, sem rekel, prav sramotno je to. Kada nismo več ta pravi Slovenci, ne. Veš kaj si, a veš, jaz sem že slišal, zate ne vejo, a si zdaj opozicija, si v vladi. Da Jaz nikoli sem ne pravijo, prezmago, kon- nikoli ne moreš vedeti, on je tam nekje, zdaj pa ne veš, kje je. A je tam, a je tle? Tam, ki je dober za Slovenijo, tisti jaz podpiram. Jaz sem opozicija, definitivno opozicija. Se pravi ampak proti vladi. Opozicija je proti slabim odločitvam. Okej. Ne proti vladi. Proti vladi biti je brez veze, ne? To je z glavo skozi zid, ne. Če že gre z glavo skozi zid, pejt s tujo glavo, ne svojo. Ne? Ja. No, se to je. Ja. 500, ne svojo. Danes smo pripravili ne par stvari. No. Pripravili smo ne par stvari, se veš, tako je vedno. Tako je vedno. Darilo imamo tudi, ampak smo se odločili, da Ja, nismo imamo mi pozabili. tudi. Ja, bomo dali na koncu. Ja.
bomo dali na koncu. Najprej imamo seveda tukaj človeka, ki ima v življenju nekaj problemov. Miha ima nekaj problemov in da vidimo, kdo od vas mu lahko pomaga rešiti to. Sicer Dejan je zdaj v komentar zapisal, odkod naziv plemeniti, tudi do tega bomo prišli. Dejan, se bomo kasneje malo tudi o tem pogovarjali, ampak Miha, najprej moramo njegove težave rešiti, ker je nestrpen, pa gremo naprej. Ja, pač sem rekel, da se bi malo pogovorila pa o tem partnerstvu, pa teh stvareh, ne, danes, ker pač zdaj sem že več kot 20 let poročen, pa tako naprej. In zdaj ta vikend sem ta vikend sem nekaj dobrega naredil, se moram kar pohvaliti pred celo Slovenijo. So šla na razvajanje v dvoje, brez otrok po dolgem cajtu, za cel vikend na Bled in pač zdaj pač, ampak človek sprašuje, ne, veliko ljudi gre na razne in tako naprej. Kakšne so šanse, da ti pobegne z mlajšim? Ja. Te šanse so zmeri, ne? A veš, ampak mlajši mora imeti več, kakor ti, ali pa da saj ona misli, da ima več, kakor ti. Več premoženja. Ja, se ve, ja, kva pa. Na kva pa misliš, večina žensk na kva gre. Tako, kot muhe na med, ne? Ženske pa na denar. Ja, pa se pač ne moram strinjati, ni zmerna, ja, pač ni. Ja, ti si drugačna. Zdaj sem Ti si drugačna. drugačna, ne? Zakaj sem jaz drugačna? Ja, zato, ker sem ti dal majico S. Lej, on ima To pa pač nima 3X. nobene veze. Ne moreš izmeriti na denar, Vse ne greš ima na denar. zveze z vsem. Enkrat zdaj je že z rekel, vsem? če metulj na eni strani zemlje Ja, butterfly zatrepeta, effect. je hudič, ne? Ampak, ki si rekel pač premoženje, ne? Ja. Pač, dobro, jaz ful premoženja nimam, ampak vse, kako zaščitiš premoženje, ne? Ker je le treba, a to so to predporočne te pogodbe zdaj v igri, ali... Predporočne pogodbe so genialna stvar, sem takrat sem se jaz poročil, tega še ni bilo. Ne? Ja, Ja, veš, nimaš ne. kaj. Zdaj se pa prerivamo, ne? Ampak saj. Ti to ne Jaz rabiš. imam cajt. Ja, ok, jaz te rabim, jaz se strinjam se, jaz pa tudi sem šel zdaj. Kaj pa recimo zdaj, ko si v teh letih? Ja. Kako je zdaj z razcvetom ljubezni? A je veliko zanimanja, ali ne vem, kako je zdaj? Ja, je kar zanimanja, veš, Je. kar čebelce obletavajo okrog. Obletavajo? Ja, pa mislim, tudi kakšna spustiš kaj pristane, cvetu ali ne? Ali... Ja, začasno, vsaka mora malo začasno. meda popiti, pa gre naprej, ne? Se pravi, si odprt za nove stvari Za in tako debate naprej. in za vse. Tako. Pa v gostilnah. Pa v gostilni, a ne, Kje se dosti, ja. dogaja to? V gostilnah? Ali... Ne, pa le se imam bajto, v Ljubljani, pa imam bajto na morju, ne? Morate enkrat priti pogledati, ne? Pa kaj popiti, ne? Je na morju rajš. Najboljše, nemo Pa saj jajca to večje v reso, bajto. saj v Najbolj, da redu. sem se zdaj, da še jaz kaj fašam, stari. Ne vem, kaj so vse metal, barvo, ne vem, kaj Ja, kaj ja, je bilo tle v vse. Ljubljani, ja, zažigalne Ja, dol pa ne tekočine, morajo pa čez vas gor klic. na klifu. Ni na klifu, to je Mislim, klif. čist Ja. dol, ne? Pri promenadi skoraj, ne? Ne, ful je Ja. lepo, zelo je lepo. Ja. Zelo lepo. Zgleda tako, prav, wow. A tam se kopaš tudi? Ali... Ja, v bazenu, imam bazen, to se mi toplo zdelo, vodo, da- noter čeprav imaš lepo morje pokrit blizu, bazen. greš, Veš, ko ga zdaj še mrzo morje, ne? To je tisto, pa se veš. Okay, pa more toplej pa greš. Ja, ampak mora biti toplej, ne, tako je. Mora biti full toplej. Ja. Tako. A ti rešil, ti je kaj pomagal? Skratka, Ja, pač vsak razloži. študent No, je vidiš, ta ne, trenutek velika nevarnost. Ja. To, kar to ti je zdaj povedal. Ni vse v denarju, Miha, v redu je. Ni vse v denarju, Ne. premoženje. Ne. No, Ne, je tudi nekaj v diamantih, pa zlatu, pa takih zadevah. Ne, ja. O, nafti pa to. Mislim, da se morata vidva malo pogovoriti. Ne, dva se bo drugače pomenila, ne? Z Evo, veseljem. vidiš. Drugač Meli sprašuje, kaj si že omenil obalo, pa to kdaj boš 100% Koprčan? Po volitvah bom prodal bajto v Ljubljani in grem dol. Tle meni stanovanje kupil, tako za tele parlamentarne zadeve, pa da Misliš, da boš za rabil? otroke. Ja, sigurno, sam verjetno ne mejhnega. Se pravi, po volitvah 100% Koprčan. Na obalo lepo. Ja. Evo, vesela novica. Jaz imam zate par vprašanj. Ja, kar? Oziroma niso vprašanja, ti moraš dokončati stavek. Oh, maš. Okay. So taka, da po moja bojo taman. Če bi bil ženska, bi najprej Pogledal, kaj je kakšen dober dec. vsakič, ko prižgem televizor, si rečem, Mater, kaka jajca. ob živce me spravi. Marsikaj,
najbolj pa neumnost. Pri svojih nasprotnikih najbolj spoštujem. V Benti, to bi moral pa razmisliti. No, se Ne vem, lahko. če bi kaj najdu. Imamo čas. Imamo čas, Nekaj na mora koncu dajem povedal. Aha, okay. Moje najmočnejše orožje je. Najmočnejše orožje, ja, revolver 357 Magnum. Okay. Narod je. Upam, da ste ga pregledali. Eno odpršel, upam, da ste ga pregledali. Če ne bomo pogovor končali, ker jaz, kar imam jaz pripravljen, če ga ni varnostnih Drugače še pretipov, pokazal. jaz ne bi spraševal. On zmeraj pokaže. A je? Ja. Okay. Še zadnje. Narod je. Narod je svetinja. A ni glup? Kaj? A ni glup? Glup? Ja, to je. Ampak ja, to je. Aha, okej. nič zato, če je glup. Svetinja je na Še kljub zmeraj. temu, ne? Ampak zato ga je pa treba izobraziti. Tle imam pa jaz svoj del. Dobro. Izobrazba. Izobrazba. Ja, da ne boš glup. Ali? Ja, valjda, to je pred volitvami. A veš, Te ne. pa prej pa tako rekel. Sej. Jaz sem včeraj gledal soočenje na nacionalki, on ima 2 magisterija. Ja, res. To sem pa slišal. Farmacevtski Magister v Makedoniji farmacije. celo, ne? Ja, končal sem v Makedoniji, ker tle so me jebali skozi. Na enem izpitu, pičku imate. Kako, a si se zameril kakšnemu profoksu ali kaj je bilo? Profoksi mogoče. Je imel tako lepo punco, pa jo pol nimal več. Da. Okay. Ja, se zgodi, ne. Ha. Ja, drugi magisterij sem pa v Beogradu naredil, ne. Akademija za diplomatijo in bezbednost. Madonna. A treba to prevesti? Jaz ne mislim, da. No, dej, preved, Dej, prosim, po za moje diplomati, kar preved. Ker to, zdaj pa to hočem slišati, stari. Pa navali na piškote, prosim. Univerza za diplomacijo, no, na kratko. Univerza za Diplomacijo. diplomatijo. In Kaj bo že in? Varnost ne A vede. ja, in varnost, oziroma. Ja. tako. Tako, no zdaj pa pridemo, da odgovorimo prej. Do najhujšega. Zmago Jelinčič plemeniti. Zakaj plemeniti? Zakaj ne? Jaz imam tukaj napisan ognjeviti, bojeviti, Veš kaj, srboriti. vse tisto so atributi, ki jih človek ima v sebi, plemeniti je pa naziv. In sicer ga je Marija Terezija dala moji familiji 6. septembra 1756 in naziv barona, ki se deduje po moški in po ženski liniji za vse večne čase. Dokument je v Budimpešti v nacionalnem arhivu in to je to. In pač se vleče naprej in dokler bo priimek Jelinčič, bo ta naziv ostajal. Ne? Če se bojo moje dve hčerki, če se boste poročili s kakšnim, ki bi hotel, ali pa da bi oni dve prevzeli njegov priimek, pa to pade. Ne? Zato sem že rekel, punce, zgrabite enega ta pravga, pa ga stisniti za jajca, da ne bo upal reči, da ne bo Jelinčič noter, ne, v priimku. Kakšen pa je ta prav? To verjetno to tebe zanima. Ta prav. Kakšen je ta prav za hčerko? Ja, recimo. A ti imaš tudi hčerko? Ja, Dve? ena Ja, tako kot 23, jaz. 21, tako da so zdaj v teh letih. One dve ste že zbrali. A ste že zdaj? Ja, No, dobro. Jaz ne vem, ja, ampak ti še ne veš, ti še ne veš. Se veš, da to na koncu pridejo predstaviti. ne. Možno je, no. Ja, Nič ne dobro, če kažem. ti predstaviti pride še v redu, veš kaj, da ne pride Da kar gre kam, sama, pa reče oči, jaz imam pa problem. Ja, ena bi šla kar v Španijo, no. Mislim, to kar Lej, sej, bomo videli, ne. toplo je, ne? Zakaj pa ne? Zmago, kaj bi rekel? A so ljudje po naravi dobri ali zlobni? Ljudje so po naravi... Kaj so? Jaz bi bolj rekel, da niso dobri, ne? Niso dobri, zato ker vsi gledajo na sebe. Konec koncev to je naravna zadeva in naravna danost. Vsaka žival poskrbi najprej za sebe in za svoje. Ljudje smo tako butasti, da včasih pozabljamo na tole naravno predispozicijo in gremo pol v sebi drugem dal, pa vidiš, da tvoji pa nič nimajo. Ne? Zato Ampak jaz ima dobro tudi kaj za koga drugega, kdaj. No, Ja, kaj ja, bi zase rekel? če je Dober ali več. zloben? Jaz ne, da sem dober, ne, da sem zloben, jaz sem najboljši. Skromnost Se pravi, pa to. ko je dober, je najbolj dober, a veš, takole časti pa prenese, To pa je. tako naprej. Odvisno, Kaj pa zloben je pa, odvisno, kateri čas si ga v pa letu na srku, je pa Ja, najbolj to je zloben. Okay. A bi moral vsak državljan imeti orožje doma? Vsak ne, tisk, ki si pa želi, da bi ga imel, bi bilo pa smiselno, da ga ima. Orožje ne ubija, to je treba vedeti, ubija človek in pri nas je taka nacionalna varianta, bolj nož pa skira, ki pa kakšno streljno orožje. Tako da streljno orožje, zakaj pa ne, seveda z izobrazbo. Zdaj, nožev pa skir pa ne moramo prepovedati.
Ne, to pa res ne, to pa Ja, rabimo. ne, lej, če jih imaš v kuhan, polhan, ne. Se pravi, a orožje bi pa tisti, ki želi, ne nabav. Lej, sej imaš omejitve, ne, se moraš narediti izpit, pa psihološki test, pa vse take zadeve. Vse vsakmu kretenu ga nadajo, ne. Bi zdaj nekaj rekel. Dejno. Ker dej, no. pa da cajten požir kave naredil. Ja, pa si jo bomo kmalu ture mogli Zdaj mislim, odprti. da sem že, to če ne Če rečem. bomo še v tej smeri, ja. Jaz se lahko odpremo, pa malo kofenamo, ne. Ja, ja. A bi morali ljudje poskrbeti sami zase, ali bi morala tudi država poskrbeti za ljudi? Država jim more pomagati, ne. V prvi vrsti se morajo pa ljudje sami pomagati. Ne pa, da zdaj, kaj jaz vem, jaz gledam kakšne, ja, zdaj sem pa tle, zdaj hočem imeti pa stanovanje, pa hočem imeti službo, pa hočem imeti ne vem koga, pa Mercedesa, pa vse. Naredil ni pa nič. Nič ni naredil za domovino, za državo, nič ni dal. Ne? Ampak takoj zahteva, vse mora imeti. Ja, fantek, ne gre tako, ne? Po pa to, ampak to v glavnem taki malinovčki, ne? Ljubljanski malinovčki, ki so pri mamici do 30. leta, verjetno še na Joškah gor, pa Ampak se ne morejo mladi težko, se glih, kako misli vlada reševati stanovanjsko problematiko, pravi Samuel, mlade družine, nimamo kam za spodobno ceno. Za normalno ceno. Do 30. Ja. res danes mladi težko, tudi če imajo spodobno službo, pa so pridni, pa končajo faks in tako naprej. Res težko kupijo v Ljubljani karkoli. Ja, zakaj morajo Mislim- pa v Ljubljani kopati? Zakaj hočejo pa v Dober si najnovejših? tudi, Ker če dobiš greš nekam službo v drugam. Ljubljani, Ja, večja največ služb je v šansa je, Ljubljani. kot pa nekje na podeželju, recimo. Zaradi tega prideš v mesto, ne? Doskrat. Lej, se lahko voziš v mesto. Danes imamo toliko avtomobilov. Folk se vodi, v Ameriki se vodijo 2 uri na delovno mesto, v eno smer. Ne? A pri nas je pa to pretežko, ne? Pri nas pa, če imaš službo v centru, pa živiš tamle v Šentvidu, pobem, ti je težko, kako je to grozen. Pa ne ga sred. Jaz se spomnim moj cajt, ker sem bil jaz mlad. Ma kakšen stanovanje? Najprej nared nekaj, fotor je kopejt, zasluž, nared, ulož, vzem kredit, pa boš imel kaj od tega. Ne pa zdaj pa rokice, pa nohtke se zrihtajo, pa sedijo, pa čiv, pa kafetke, pa tako naprej. Jeben ti je hudo, viš koga, ja nimam stanovanja. Ja, pizda ti materna, delaj kaj, da boš imel. Pa bi rekel, kje si več denarja zaslužil? Med tem časom, ko si bil v politiki ali ko si bil v gospodarstvu? Jaz, ko sem bil v gospodarstvu, takrat V sem gospodarstvu več denarja. mislim, sej v bistvu, meni je všeč v politiki, ne? Ampak drugače pa finančno bi pa rekel, če bi ostal, Ja. kar sem bil, bi imel več, ne? Pa dobro se ima že zdaj na obali v novilo, pa to. Ja, imam. Pa bi imel pa še koliko vil, sej dosti. Ja, ne, sej, ja, ampak veš kaj, imaš prav, ker ampak to prideš pol, ker si malo starejši, prideš k pameti, pa rečeš, pizda, vozim se lahko v enem avtomobilu nankrat. Sem v eni bajti nankrat, ampak zakaj bi imel pa ne vem koliko bajt? Sej, če hočeš kam jeti, greš po hotel, ne? Pa si tam nekaj časa, pa rečeš, hvala lepa za sodelovanje, gremo naprej, ne? In pa prideš recimo domov, ne, v tisti stacionar, kjer si ponavadi. Nesmiselno je pa imeti, kaj jaz vem, tukaj, pa tam, pa gor, pa dol, pa prideš v eno bajto 2krat na let. Stroški pa so. Kaj spet kot jih? Ne, razmišljam ravno o tem denarju, se pravi, prej v gospodarstvu je bilo veliko več, kot je zdaj v politiki. Jaz se pa sprašujem, zakaj si tako goreče pol veliko ljudi želi v politiko? Ja, če pogledaš... A je to moč? Veš, koga je? Če pogledaš sestavo parlamenta, danes recimo, Ja. boš videl, da je tam ogromen kruhoborcev. Tisti, ki so imeli po 500-600 evrov plače in so se pregrebali v parlament, ki imajo 2,5 ali pa 3 urje plače in to je za njih višek vsega skup. Sedijo tam, pritiskajo na tipke, ne razmišljajo v glavnem nič, ne? Ampak so tam in 4 leta imajo mandat. Zdaj, so taki, ki hočejo kaj narediti. Recimo, jaz hočem kaj narediti, ampak jaz imam zaledje, meni ni treba iti kaj za to, da bom zaslužil še nekaj jurjev več, ne? To ni potrebno. Pa so pa kakšni taki, ki pa iščejo v politiki možnost, da preskočijo kam drugam, da si potem spet grebejo, ne? To imamo zdaj kakšne razne take. En moj kolega je rekel, da bi dal predsedniku vlade
10 milijonov evrov plače na leto. Ampak je rekel, če ga pa dobimo, da je kaj šmuglo, da je kaj Ja. suno, da je kaj narobe naredil, ga ubijemo. 10 milijonov je bistveno preveč. Ampak bi šel v politiko, če bi bila to kazen. Predstavljaš? Jaz bi šel. Ja? Da te dobimo, da si nekaj narobe naredil, kar... Ne, si rekel, kaj mazno, ne, nekaj narobe. Narobe lahko narediš, se zmotaš kakšno zadevo. Okay, ja, Ampak ne, če da si nekaj mazno. Ja, če pa maznaš, pa ponk, ne, šeriatsko pravo. Ampak Ja. v politiki... Se ne pri vseh, ne. Ženske bi izuzel. Praviš, politika te driva, ne? Kje pa imaš pol ambicija? Bi bil ti enkrat predsednik vlade ali kaj je predsednik? Zato kandidira, stari. Ja. Okay. Se to hoče biti. Predsednik vlade ne. Ne. Zdaj prav že dela. Zakaj je predsednik vlade? Jaz to, kaj treba delati, ne. Točno. A ne? To, kaj treba delati. Pa veš, ko ga je, recimo predsednik vlade, vsak novinar ga jebe za vsako stvar. Pa če ima prav, pa če nima prav, če narobe stop, če ustane, pa gre najprej z desno nogo naprej ali pa z levo, zmer je narobe, ne. Zato, ker mi še nismo zreli, tlele v Sloveniji še deleč od te zrelosti, politične zrelosti. Je pa hudič to, da v Evropi pa ta politična zrelost tudi pada oziroma propada. Kaj bi pa rekel, da je najboljša stvar tega, da si v politiki? Kaj je najboljš? Kaj pa vem, Kaj je najboljša stvar? kosil v parlamentu iz nič, A za nič. kava ni Je pa dobra. pocen. To pa je. Zdaj kakšnih zelo lepih punc ni. Bentiš, kaj ni? Kako ni? Kako ni? So, jaz sem videl, da so. Kje? Kakšne so? Ja, Irgal je lepa, v no. parlamentu. Eva Irgal. Eva je res lepa. Ja, To res je. Irgalca je bila zelo lepa. Pa se še danes. Ne, Je še bila zelo Še lepa. danes je. Je. Seveda je. Ja, tle, No, te še Dač bom povedal. Ja, božji stih, ja. ja, boš. Deva tako, če bi vedel, da je tvoj znanc ali pa kolega nekaj ukradel, Ja. komu bi to najprej povedal? Najprej šel k njemu, najprej k njemu, pa se z njim zmenil. To je pa rekel, zdaj pa dečko, če se češ upred petke, tamle pa reč, fantje, naredil sem narobe, tlele sem. Tlele sem. Okay. Če bi pa rabil 20 000 evrov, koga bi najprej poklical, da ti posodi? Pa, Benti, daj mi naslov. Jaz ne poznam nobenega, da mi 20 ur posodil. Ta Tindler Swindler, veš, on je te partnerke o ženske iskal in posel kredite je male zanga in tako naprej. Sam se je pa predstavljal kot velikega milijonarja, koga, ki pač denarja absolutno ne potrebuje. Ampak ta trenutek je pa rabo. Zato sprašujem, ne, ker pač ti se tudi tako predstavljaš kot nekdo, ki denarja absolutno več ne potrebuje, par jurjev gor dol, je to, ampak če bi pa rabo 20 jurjev, nas pa vse zanima, koga bi najprej poklical? Kdo je ta? Se pravim, ne poznam tistega, da bi ga poklical, ker noben, da bi mi en dal 20 jurjev na mizo, oprosti, ne. Če bi v težavah, benga prijatelja. Ja, ampak, veš kako. A poznaš un pregovor, ne? Kjer? Ima para, ima prijatelja, nema para, nema prijatelja. Nema prijatelja. Ja. To zdrži, ampak vseeno ti, ki je najbližje 20 jurjem, ajde. Kdo ima 20 jurjev? Ja, ti poznaš bolj te vplivne ljudi, kot pa. Ok, pa gremo. Če misliš, da bi kakšen od unih, ki imajo denar, da bi meni posodil, veš, da ne. Ok, če bi pa 50... Za naložne. Pa drugo. Ok, imaš 50 000 evrov, kam bi jih zdaj vložil? A jaz? Ja, zdaj. V zlato. V zlato? Ja. Zakaj? Zato, ker denar gre dol, inflacija se veča, zadeva gre k hudiču, tudi tale Evropska centralna banka je tako. Zdaj sploh, ker se še neke evropske banke pripravljajo, da bi skupaj tožile Slovenijo zaradi določenih mahinacij finančnih in bi lahko sesul državo, tako kot so Hrvaško. Zato je najboljš v zlato. Zlato pa konstantno raste cena. In zlata ni toliko velik na svetu. Ne? Denar ti tiskaš, ne? Tako kot Američani, tamle njihova inštitucija, ki je naj bi bila za cel svet relevantna, je pa privatna zadeva in tam tiskajo dolarjev, kakor hočeš. Ne? A te bitcoine pa ne, te kripto... Veš kaj, jaz sem kupil bitcoine
sem jih kupil in enih 17 bi jih morali biti, ampak kartica za dviganje in za tole je takrat, ko je gospa odšla, je tudi kartica odšla. Ne, Hmane. Kraljica, a ni? Koga je? A je orožje vzela, ne? Ne, to pa ne. To pa ne. Pri meni še sploh ni šla, pa me že zdaj. Dober pol, da je šla. Zate je to boš. Imamo eno igrico, en activity se gremo. Bentiš. Z otrokom si se kdaj igral. In tako naprej. Skratka, tlele imamo jajček je ena beseda, tukaj je pa naloga. Zdaj pa najprej šrebamo, se pravi, treba bo kaj? Treba bo... Nariši pojem ali besedo, ki ti je dana. Ja, treba bo risati očitno. Ja. Ampak zdaj, ali rišeš, lahko pa vedno se odločiš za to, da boš pa pač... Povedal. Da boš povedal, ja. Skratka, jaz vem, kaj je treba, ugibala bosta pa ona dva. Skratka, ne smeš zdaj na glas prebrati, sam da je tole. Ok. Pogledaš, kaj je. A čem jaz? Aha, ok, dobro. Dobro, ona dva ne smeta vedeti, se pravi, lahko narišeš, bomo dali zarisati, lahko pa se vedno odločiš, da boš govoril. Aha. Tole. Tako. Evo. Ja. A bo šlo? Vidva ugibata. Evo. Boš govoril? Nekaj, ne bom risal, kako naj to narišem? No, dobro, sej. Tega niti plov. Težko što narisati. Nekaj zelo svetega, najsvetejšega. Država? Narod. Stava? Ker je rekel svetinja. Narod. Ja, evo, tako iz prve. Nekaj zelo svetega. Prej bi rekel, da ni narod glup, ampak da je svetinja. Čeprav ne. Če bi rekel nekaj, kar je zelo glupo, bi tudi vedela verjetno. Bi. Če bi tako začel, bi vedela še prej. Pol bi morala reči pol naroda. Polnar. Ja, če bi rekel glupo. Zakaj misliš, da te imajo ljudje na nek način še zmer radi, glede na to, da take neumnosti govoriš? Pa pesmo, zakaj me imajo radi? Resno. Dej dober me poglej, no. Dober me Ne, že kar iščem ta razlog. A še? Ma dajmo še eno, Ajde. Miha, zdaj ti. Ne, kaj imamo? Mogoče isto. Se sem bil blizu. Maja se. Ne more biti isto. Ki drugi kaj. Kaj pa vem. Ne gleda. A boš risal? Ok. A se da narisati, Denis? Pa mislim, A? activity je, ne? Ja, no, sej zato te pa še prej se pa je naroda ni dalo narisati. Ja, seveda, No. tega se tudi težko. Več glav, tako. Nekaj, kar je silno pomembno, pa česar nimamo več. Silno pomembno pa nimamo več. Pa nimamo več. Ja, pa da ti narobe misliš. Ne. Ti narobe misliš. Kaj? Ja, še vem, kaj misliš. Ni to. Ponos tudi ni, ne? Ponos imamo. Čakaj, Joj, če razmišljam tako, kot ti, pomembno pa ni. bi rekla svoboda. Ne, to ni to. Ok. Silno pomembno pa nimamo več. Se lahko še kaj poveš? Lahko povem kaj? Ja, valjda še. Veda, malo pisuj. Še kaj, opisaj. Ja, predvsem gre za mlade ljudi. Spet. Spoštovanje neko. Ne. Ja, stanovanja. Nekaj, kar bi mamice rade uvedle, sinčki pa ne. Vojska. Vojaški rok. Vojaški Ja, to je to, ja. Wow. Le si pa vedel. Le si pa vedel. Napiši podcast. Le si, imamo še eno? Ja, lahko. Dajmo še eno. Dajmo še eno. Vidimo, kaj bo pa zdaj. Aha. O, tam je pa všeč. Je naredil. To me še malo skrbi, kaj bo zdaj. Dej kaj nariš, no. Okay. Da ni orožje. To pa tudi mene zanima, daj povej. Ajde, vidimo. Nobenega ne mara razen določenih segmentov,
ki niso glih slovensko usmerjeni? Putin? Putin, pizda. malo Kako je zvalil pesmo. Ja, Reš Zelenski, če se upaš. Ja, ne, to mi je prvo padlo na pamet, zdaj ima res... Daj še kaj pove, to je kaj. premal. No, vsi se jih bojijo. Kar neki. Kar neki. Kar neki. Izdajalci, ja. Ne, to ne, ampak nekako recimo v tej smeri, zelo nadaleč v tej smeri. No. Joj, to je spet neki migranti. Bravo! Evo, Sam Benti! razmišljati moraš kot on. To je to. Evo. Zakaj ti lahko razmišljaš tako? Zato, ker ima tako specifičen in ekstremen način razmišljanja. Kaj imaš proti migrantom? Točno to. Prav imam občutek, da imaš nekaj Proti vsem drugačnim, vemo tako raš. Proti Lej, vsem, ki malo počasi, ne. odstopajo od povprečja. Ne, to pa ni res. Kva mi zdaj Ko se obešaš to, izražaš. kar ni res? Ja, tako Sem pa govoriš. proti migrantom. No, zakaj? Lej, zakaj? Zato, ker moramo poskrbeti za svoje ljudi, prej sem govoril. Najprej dajmo poskrbeti za svoje ljudi, tako kot vsaka žival dela, razen žival človek, ne? Določen segment. Ampak dejstvo je, da se je treba najprej za sebe, najprej za svoje ljudi, najprej za svojo domovino in za svoje sodržavljane. Zato smo mi tukaj, da skrbimo. Ne pa Zakaj za... še zmer niste poskrbeli, saj ste že toliko let na voljo? Lej, Za jaz sem pomoč. imel po 3 poslance, pa se derem bolj kot vsi ostali, ampak upam, da bojo zdaj folk Ja, enega so videl. dobil, ker je hotel malo zase poskrbeti, pa je šel sedeti malo v Kopar, ne? Ja, ampak je zanimivo, da tisti je razveljavljena sodba, ne? Se pravi, za ston sedel. Za ston sedel pa bo še denar dobil, ne? Sicer jaz ne bi zamenjal denarja Pravno, bo vse narodov. denarja za Na koncu se to zapor, splača, ne bi ne? zamenjal, ne? Rekel si, da noben od migrantov ni nič pripomogel k družbi, pa na Facebooku si mene tudi omenil. Na Facebooku nisem jaz tebe omenil. drugi Ja, so te omenili. ja, označil sem. Zdaj nisem jaz nič reagiral, ker se neko tam zmagal nekaj provocirati. Ja, saj sem mislil, da boš popizdu, pa da mi jaz lahko kaj nazaj rekel. Ne, kurac, ne, nisem se rekel, sam reklamo mu delam, kar bom nazaj naredil. To je to. Sem rekel, zikar, če bi hotel, če bi kaj resno mislil, bi verjetno pisal, ne? Ja. Ja. Lej, veš, kaj je? So izjeme, ne? Ne mi s tem izjemom. Kaj no pismo? ne mi s tem Daj mi pa izjemom, povej, koga je Saj Svetlana, imaš prav, saj kaj je nisem nič Svetlana naredil, saj. Slapšak dobrega naredila za Slovenijo? Sam sranje dela. Ne moramo nasplošno govoriti, pa nomo zdaj poimensko, zdaj ta je naredil, ono naredil. to. Sej si ti najprej svoje ime izpostavil. Ne, se pravi, moje ime izpostavljam, ampak se ga ne rabim izpostavljati. No, ampak lej, večina je hudičev malo dala Sloveniji. Prišli so sem iskati boljše življenje. Ne oplemenititi slovensko državo, ampak iskati boljše življenje. Za koga? Za sebe. In Slovenija je večini teh ljudi nudila izobrazbo, službo, stanovanja, mir, varnost in vse skupaj. Ne? Ja, ampak se tudi vračajo družbi. Nikoli ne moreš toliko So pa, da vrniti, vračajo. kot dobiš v začetku. Če ti nudi država vse to, kar sem jaz naštel, ne pomaga, da vračaš to, ker dobiš plačo. Od plače daješ davke, ampak ti si v glavnem plačan. Ne? Si plačan za to, kar ti je država omogočila, pa še plačo dobiš. Ja, nekaj pa lahko daš nazaj državi, ali ne? Če bi se ti znašel v vlogi migranta, pa bi prišel v eno državo, kaj bi ti dal? Če bi ti država bi ti pomagala, kaj bi ti Jaz bolj vrnil iz tej državi? Slovenije ne grem in ne bi Razen bežal. po diplomo. Nisem Dvakrat. Po dvakrat. študirati. Ja, Jaz iz seveda. Slovenije ne grem, razen v Makedonijo grem po magisterij, pa grem pa še eno v Beograd. Beograd. Ja, pa bi šel še kam po kakšnega. Ampak oni, kot si sam rekel, tle so te jebali, tako si sam rekel, zato si šel tja. Migranti so ga oplemenitili. Torej, Migranti so ampak njega... sem prišel On je- nazaj. Narobe razumeš, vsi ti migranti, vsi ti Makedonci, Srbi so njega oplemenitelj, zato je danes sploh lahko plemeniti. Če ne bi bil sam srboriti, zato Pa ima dej, dva magisterija, ne pa Marija Terezija ni imela zveze z Balkanom, da ga sred. Kar neki. Posluš, ne greš iz Slovenije. Dva migrantska magisterija. Ja. jaz ne bi šel nikoli iz Slovenije. Ne bi šel. Tudi takrat, ko je bila vojna, vojna, ne, takrat tista 10-dnevna, jaz sem se boril. Veš, koliko jih je spizdilo iz Slovenije in se danes tolčejo po prsih, pa nekateri so celo veterani in ne vem koga. Dej. Jaz stojim na svojem in fertik. Ko smo že na to stojim na svojem, dajmo še malo to. Mi imamo par tweetov, pa bi zdaj prosil, če jih lahko ene par slišimo, oziroma a so bili tweeti, a so izjave, skratka malo mešano na žaru.
da še malo spustimo, pa da malo še to pokomentiramo. Prekinili so služenje vojaškega roka. In kaj imamo danes od naše mladine? Konstantno drkajo telefone, noben pa ne kausa več. Ja, Mislim, da tle malo podcenjuješ mladino. Ne? Grem stav, da vsi naši starši so o nas isto govorili. O vseh. Ne, poglej, veš koga je. Poglej mularijo. Mularija je raznežena, ženske so bolj agresivne kot moški, fantki dejansko so na telefonih en z drugim ali so pa pederčki. Ne? In a veš, Kar ni več narobe. Ja, njegova stvar, sam ni se treba z zastavami govoriti po mestu, jaz sem peder, ne, da sem ponosen. Pa se ne govori. Se maha z zastavo pa dela... Pa se fajn. Ja, ne se ima fajn doma. Vse je v redu. Ampak ne pa, da bo moje otroke recimo zahteval od mojih otrok v šoli. A veš tista LGBT razne slikanice in da so zahtevali, da se o tem govori v osnovnih šolah. Pa ne se govori, se je dobro, da spoznajo. To je reklamiranje iz prevrženih spolnih praks. To je tako, kot bi šel v osnovni šoli. Ne moreš sam izbrati, kaj si. Pač si, kar si in to moraš sprejeti. In to mora tudi družba sprejeti. Kaj? Ne me tako, kar gledati. Ja, če so ti pač všeč ženske, sprejmi. Reklamirajo, pa se to je normalno. Jaz sem videl tudi vložke za ženske, pa jih ne nosim. Točno to. Saj sem videl, se tudi to oglašujejo. Gre za oglaševanje deviantnih spolnih praks. In to je prepovedan. Ti tudi ne smeš iti v osnovno šolo pa delati reklamo za javno hišo. To je na istem nivoju. Oprosti. Otroke je treba vzgajati drugače. V normalnih in jih učiti naravne danosti, da pogledaš, pa da daš hlače dol, pa vidiš, kva si. Ne pa zdaj, da jaz sem pa Marsovc, ne. Ja, si Marsovc, lahko si ti v glav Marsovc, ampak če pogledaš strukturo telesa, pa nisi Marsovc, ne. Ker verjetno so Marsovci malo drugačni. Ja, si že kakšnega Marsovca videl, veš, kako se je? Stare ljudi v te nove stvari prepričati. Sem pa videl ljudi, ki so me spominjali na Marsovca. To pa tudi. Imamo naslednjo izjavo. To, da ste dva sličeta pred ministrstvom za kulturo, to ni umetnost. Pa če bi bila una punca vsaj lepa, bi človek še nekako spregledal. Ja, točno, ne? Kaj je pol umetnost? Sigurno ne slačenje. To bi lahko rekel striptease, ampak una je verjetno rabila širšo publiko, ker verjetno v kakšnem lokalu jo noben ne bi gledal. To ne vemo. Naslednja izjava. Stari kadri zasedajo določena dobro plačana delovna mesta, ki jih ne morejo zasesti mladi ljudje. Stari kozli se držijo tam tistega svojega plota in ne grejo nikamor. Ja, res je. A se tle kje prepoznate, tako mačka? Ne vidiš, razlika je, jaz sem izvoljeni poslanec, to je drugo, jaz nisem v službi. A veš, oni fantje so pa v službah in če bi šli v penzijo, bi bila penzija bistveno manjša, kakor plača. In zato ustrajajo na teh pozicijah, da so še zmeri na delovnih mestih, ker recimo marsikakšen od teh gospodov dobi plače tam okrog 4-5 tisoč evrov neto. Ne? Če bi šel v penzijo, bi imel pa Jurja 600 penzije in zato noče iti v penzijo in bo ostajal na delovnem mestu, dokler ne umrl. Naslednje. Narod je glup, veš, napaka je bila, kaj tu bo denar narod. Dobili so, naš denar so dobili. Vsak kurčev študent je dobil 150 evrov kar tako. Ja, res je. Res je, dobili so denar kar tako. Kar tako so dobili denar. Zakaj pa? Doma so bili, pa še 150 evrov zraven so dobili. Stroškov ni bilo nobenih, dobivali so pa denar. To je bila neumna poteza vlade. Zelo neumna poteza, ki nas je koštala kakšno milijardo pa nekaj. Ne? Ker bi lahko kam drugam dali. To si rekel, ker si bil na kavi skupaj z Bavčarjem, ki je imel prosti izhod iz zapora, pa z Dimitrijem Ruplom. Zdaj, mene bolj zanima, kako je do te kave prišlo. Zdaj mene zanima, a se je Igor sam pripelil, a sta ga šla z Ruplom iskat? Ne. Omerza je imel predstavitev knjige
In jaz sem šel na predstavitev knjige. Drugač pa, ste se slučajno srečali na kavi? kdo pa prav, da oni so bili tudi tam na predstavitvi knjige. Ampak kdo pa prav, da jaz nisem še kakšnega Bavčarja štel zraven med tiste. En človek, ki je Istrabenz tako zapravil, ne more biti glih pameten. Kdo je račun plačal z našim denarjem? Račun sem jaz, svoj kafe sem jaz plačal. Se pravi, ni šla za rundo. Ni dal, noben ni dal za rundo. Če nimajo, halo. Krti nima. Zaporo nimajo, Bavčar halo, nima, ne, Denis. Bavčar ne more. Veš, bogi, ne? Veš, je bogi. Ja. Narod je glup, jaz bi še malo o tem. Ja. Dejmo, ja. Zakaj je narod glup? Zato, ker ne voli Slovenske nacionalne stranke. Zato. Dej, kakšen boljši odgovor. No. To je malo protislovno, Da je da je čist- svetinja pa da je glup. To sta zdaj dve Ne, ti narod moraš spoštovati, ne glede kakšen je. Moraš pa se truditi, da ga boš izobrazil, da ga boš dvignil na višji nivo in to je naloga tudi Slovenske nacionalne stranke, ki se smeješ. Pa se mi zdi, da dobro upravljate to nalogo. Ja. Ja? Ja. Malo bolj konkretno. Bolje kot večina strank. Vsak Určev študent dobi 150 evrov. Kdo so Určevi študenti? Lej, Jaz, A to kakšen določen fakt? ne, to so tisti, diplomska iz bivšega avstrijskega kanclerja. Ne, kdo so? Lej, pejt po Ljubljani pogledat študentarijo, ki se pripelje z BMW-ji pred fakulteto ali pa z Mercedesi in potem jamrajo in so dobili še 150 evrov, medtem ko ima doma čisto vse in še bistveno več. A to so ti? Tako. Te so Určevi. Ja, pa unika letajo, ki so z bicikli letali okrog. Pa ja, te tudi. A se pravi, ni prav, Nisem, ni prav, če ima mora, če si v kolo, avtu. ni prav, če ima Ja. BMW. Kaj je zdaj prav? Poslušaj, če ima kolo, ki košta Jurija 500, je benti, no. Ma ponovadi nimajo za Jurija 500. No. No, Imajo kar manj, imajo za no. Jurija 700, ja. Ne, imajo kar manj. Vse se ti ne splača imeti tam pred faksom kolo. Ker ti ga sunejo, ne? Kar tega itak kradejo. Je tega pajznejo, Ja, seveda, tega ampak pajznejo. vse zato se pa z Mercedesom pripeljejo. Pa si še rekel, da je NPU treba spucati. Tako je. Zdaj pa mene tle res zanima, a to se da zmeniti tako na kavi? Ker mi kdaj na kavi tudi rečemo, ta PSG je treba spucati malo, ne? Pa pogremo dam, ker nič ne moramo narediti glede PSG-ja, ne? Da je treba Neymarja malo stran, ker ne daje vse od sebe in tako naprej. A NPU se da spucati? Lej, se ga da, ukiniti se ga da. Zato, ker NPU ni dosegel svoje funkcije, za kar je bil ustanovljen. To je bila politična policija, ki jo je Kresalova pripravila in jo je hotela peljati po svoji poti. Ampak je pol Kresalka odletela, pa vsi njeni adlatusi so odleteli, ni jih več. In zdaj je inštitucija, ki je pa sama sebi namen, je pa ostala. Mi imamo tožilstvo, imamo specializirano tožilstvo in ti ne delajo. NPU je pa tam, kolikor so meni povedali, je ena kupica slabih kadrov, ne bom govoril, vem imena, vem odkot so, vem kaj so bili prej, skratka, žalost od žalosti. In take organizacije mi ne rabimo. Se moraš kar matrati, da prideš do tega napredovanja, ali moraš koga poznati? Ja, tam se, ne vem kako se zmenijo, v glavnem se kaj zmenijo, kdo bo kam prišel tam. Pa še to se slabo meni. Jaz sem se slabo zmenil. O tem morava tudi kaj reči. Janez Janša je objavil cenik Ja. Zmage Jelinčiča. Ima tudi splošno pa posebno ponudbo. Ne? Kaj pa nudi? Ja, a boš prebrala? Splošno. En glas za. Glas za 5000 evrov. Za 5000 evrov, to da en glas za. Pol imaš Glasovi. trije glasovi, 25 000 evrov. Ja, tako. Veš, tle vidim, da je boljš kupiti trikrat po enega, kot ne, Pa, 25 jurjev. ponavadi jih je. Pol pa en vzdržan glas je pa 2 jurja. To je ono. A ne bom. Tako je. Ne bom. Roka ne. Še 2 Okej. jurja. Pol je pa posebna ponudba. Okay. Podpora proračunu 40 000 evrov plus odkup zbirke. Kam je za eno odbirko? Jaz imam veliko zbirk, sam nobene mi niso odkupili. Podpora ministrici 45 000 evrov plus OK sodba razveza in pa podpora na KNOVS lepa NH 10 000 evrov oziroma po dogovoru. Ja, zadeva je zelo zanimiva, ne? Ampak tole so potem objavili tudi kasneje, ker sem Janševo vlado podprl, samo da so malo drugače napisali. Ampak, dej, fantje, če mislite, da sem jaz tako pocen, se motite. Ja, kar drag, ja.
Pa misliš, da če bi, rečemo, hipotetično, če bi rabili ta glas. Jaz dam glas iz prepričanja in zaradi prepričanja. In tako tudi zdaj delamo. Ampak to se pa pol ponuja, zaradi tega, ker si drugače prepričan. A pride kdo pa reče, da k meni še Ben ni prišel. Noben ni prišel s tem, da bi kaj ponudil. Ne. Pa bi se mu tudi lepo zahvalil. Jaz zdaj študiram, ali ne rečem to, ali ne. Reč, no, dej. Se to je že za stara, to je že res staro. Kaj? Bom povedal. Ajde, bom povedal. Se ni važno. Pa če bom povedal, koliko je bilo. No, reč, poveš. Pa poveš, a je to res, ali to je res. Skratka, jaz mulo frišem policaj, tudi več kot 20 let nazaj. Več kot 20 let nazaj. In skratka, jaz na kriminalističnem tečaju. Ja. In zdaj to je bil 5-dnevni kriminalistični tečaj. In se pogovarjamo o gospodarski kriminaliteti. In vmes je bil tudi en primer, ki ni šel čez. Pozor, ni šlo čez. Nič se od tega ni zgodilo. Ampak nam povejo eno tako stvar. Skratka, tako kot imate zdaj alkoteste, policaj daje zapihati, alkoteste, policaj daje zapihati, ti dobiš ustnik, imaš tisti alkotest, pihaš ta ustnik, vržeš stran, pokaže, jaz napihal ali nisem napihal. Te za droge, če je voznik pod vplivom prepovedanih substanc in drog, tega pa ni. To je pa, greš v zdravstven dom, daš kri ali pa urin. Ne? Takrat je bilo še drugače. Takrat je Bohinc uvedel eno tako zamerjanje zenice, tak papir z lukencami in so policaji naj bi hodili okrog pa merili. Naj bi hodili. To je pripravil Bohinc, pa sem jaz rekel, da je to idiotizem prve vrste, pa so pol umaknili to. Ja. No in pol so rekli, da je bila ponudba strani enega nemškega podjetja za teste na THC, kjer bi bili ravno tako kot ustniki in tako naprej. Ja. In da je bila ponudba 100.000 evrov, da se to spravi v predlog zakona in potem ena nagrada v višini ne vem koliko enega denarja, če to dejansko se sprejme v parlamentu. In to se potem ni sprejelo. Da se takšne stvari dogajajo. To sploh ni bila debata v parlamentu. V parlamentu nismo debatirali o tem. Jaz sem rekel, da bi bilo smiselno to narediti čisto iz farmacevtskega stališča in še danes zagovarjam. Treba je imeti testerje za droge. Treba je. Ampak prihajajo take ponudbe strani podjetij, da ti spravite to v zakon? Zagotovo prihajajo, sam k meni ne pridejo. Ne? Tega pa ni. Ja, k meni niso prišli. Se dogaja. Da bi vsaj malo zlobiral, da bi začel malo. Ne. Tega ni bilo. Ok, imam še eno darilce. Mislim, še eno darilce. Imam dve, imam več darilc. Jaz mislim, da je to. To je treba na morje dati. V dnevno, je prav? Ja. Po volitev. Ja, v redu. A ni dobro? Dobra, fino. Sam pozabili smo še to mavrično zastavo gor, ampak lahko dolepimo, ni panike. Ja, tisto mavrično lahko tle odzadaš, ne? Ne bo, da je spredju, rede. Fino, hvala. A ni dobro? Je odlično, ko pa? Ampak tole bomo ven vzeli, pa se mi v te podpisali vsi gor, ne? Prav? Bomo se podpisali. Seveda, in podam na morje. Ja, na morje, nujno da to na morje. Lepo. Pa še darilo, smo rekli, da bomo na koncu dali. Aha. Ustna vodica. Ustna vodica? Ja. Lej, veš, ni tole boljša ustna vodica. Ne. To je ta menjava. To je ta, ja, probi. Aha, to se pravi, šnops pa vodo dobiš. Ja. Se nam zdi, da ta jezik treba razkužiti. S tem. Zmago Jelinčič, plemeniti, je bil tole z nami. Še poziv na volitve, 60 sekund, da jih čim več pride, 24. Če hočete, da bo Sloveniji dober, pejte na volitve in volite Slovensko nacionalno stranko. Mi nismo obremenjeni ne z levimi, ne z desnimi, naša špura je jasna in od te špure ne odstopamo že od leta 92 naprej. Ustrajali bomo na tem, smo za Slovenijo, za Slovence in za njih bomo skrbeli. Za svoje najprej, če bo dosti, bomo dali tudi drugim. Nikakor pa ne, ja, če boste rabili, ampak najprej bojo moji imeli. Pa vrnt. Najprej bo imel folk
Naš, potem bomo pa še naprej dajali. Ne? Tako. Skratka, za Slovence in Slovensko nacionalno stranko. Tako, evo, Tero srečo imaš ti, da si prišel tuk cajto nazaj. So. a ne? Ja, je že vedel, Po mojem je že vedel. ne bi Že vedel. 24. bom jaz čakal rezultate v Banja Luki. Če tole preveč dobro kaže. Brez veze vlak čakati sem samo celo. Ej. Ljudje, hvala lepa, ker ste bili z nami tudi danes. Znan obraz želi vaš glas oziroma tvoj glas. Nadaljujemo tudi jutr. Zdaj upam, da pride. Matej Tonin je rekel, da bo naš gost jutr. Tako da bomo videli. Hvala, ker ste bili danes z nami. Zmago, še enkrat. Z veseljem. Držite se, ljudje. Bodite fajn. Čau. Smemo pa je čez mizo.